7. delu o mojem življenju, o moji zgodbi. Govorila bom o strahu, ki me je dejansko popolnoma paraliziral. V zadnjem letu študija na faksu sem doživela malo več svobode, malo drugače sem začela gledati na sebe in takrat sem ugotovila, da me je dejansko strah ljudi. Da me je strah zapustiti svojo študentsko sobo, da če nimam ob sebi nekoga, ki me vodi, se v življenju nekako ne znajdem. In bolj, ko sem se poglabljala v sebe, v svoje vzorce, v svoje odnose, bolj, ko sem opazovala svoje odnose, bolj sem začela prepoznavati svoje vzorce in bolj sem začela prepoznavati svoje želje. In dobila sem tudi tisto željo, iskreno željo, da začnem svoje želje uresničevati. Začela sem se zavedati, da je prav, da si uresničim želje, da ni treba, da se vedno vsemu prilagodim, da se vedno vsemu odpovem, da tisti, ki me imajo radi, me bojo imeli kljub vsemu radi. Tudi če bom, ne vem, se postavila za sebe, če se s čim ne bom strinjala, kar sem prej mislila, da si ne zaslužim, da ne smem izraziti svojih želj. Pač enostavno, da me nihče ne bo imel rad, če bom izražala svoje želje, ker bom s tem moteča. S tem, ko sem se poglabljala v svoje vzorce, v svoje odnose, sem začela tudi prevzemati odgovornost za svoje življenje. In ko sem imela enkrat enostavno dovolj tega, da me je strah vsega in vsakogar, da zamujam življenje zaradi tega, ker si ne upam dejansko z nikomer govoriti zares, zato ker si ne upam enostavnih želj sama sebi izpolniti, ne vem, želje potem, da bi šla sama na sprehod, pa si nisem upala. In takrat sem si postavila en izziv, da se tega strahu znebim. In izziv, da ko pride v komunikaciji, v odnosih do kakšnega konflikta, začnem izražati svoje mnenje in za svojim mnenjem, stališčem tudi stojim. Počasi sem se lotevala tega izziva in počasi mi je tudi uspevalo. Ni šlo to čez noč, ne moreš kar preklopiti in včeraj se nisem znala postaviti za sebe, danes se znam postaviti za sebe. To traja dni, mesece, pri meni je trajalo leta, čisto iskreno. Mogla sem doživeti kar enih par hudih udarcev, da sem dejansko dojela, da se moram postaviti za sebe, ker se nihče drug ne bo. V takratnem partnerskem odnosu nisem znala postaviti meje, tako tudi v nobenem drugem odnosu nisem znala postaviti meje, ne do prijateljic, ne do svojih staršev, do svojih bratov, sester, do nikogar. Mislila sem, da moram v bistvu le drugim ustreči, pa me bodo imeli radi. Ampak to ni bilo več v redu za mene. Nisem se več dobro počutila in ni mi bilo več fajn, ko so ljudje kar naprej prestopali moje meje. In takrat sem se začela zavedati, da v bistvu sej pa niti ne znam izraziti svojih mej. Kako bojo ljudje sploh vedeli, da si nečesa ne želim, če tega ne povem. In drugi moj izziv je bil, poleg tega, da sem si želela ta strah predelati, se ga znebiti, je bil tudi drugi moj izziv, da se naučim ob nestrinjanju skomunicirati in ne zbežati iz odnosa. To sem tudi zelo dobro znala. Ko je prišel do kakega konflikta v odnosu, mi je bila moja najlažja rešitev, da sem iz odnosa pobegnila, ker je bilo za mene preveč boleče razpravljanje in iskanje kompromisov, argumentov. Tekom izobrazbe sem se naučila ogromno o vzgoji otrok, o razvoju otrok in otroških možganov in takrat sem si tudi ustvarila približno sliko, kaj si želim jaz za svojo družino, kaj si želim za svoje otroke in česa si ne želim za svoje otroke. Opazila sem, da se pri mojem takratnem partnerju in pri meni te želje v bistvu kar fejst razlikujejo. In takrat sem začela razmišljati, kaj je zdaj bolj prav.
Se tukaj spet prilagajati, pozabiti na svoje želje, zato da zostanem z nekom, ki ga imam rada in ima rad mene, ali pač oditi na svoje, razrešiti konflikte in v bistvu biti vsak po svoje. Nekaj časa sem se ukvarjala s tem, v bistvu kar več let, da sem zbrala pogum, da sem si priznala, da v bistvu ni prav, da se odrekam svojim željam in svojim sanjam, svojim ciljem zato, da bi drugim ugajala, in takrat sem prišla do spoznanja, da če se bom prilagajala in čisto pozabila na sebe, ne bom srečna, če bom šla iz odnosa in ne bom razrešila konfliktov, spet ne bom srečna. Ker sem opazila, da v bistvu, če iz odnosa odidem, zbežim, se stvari, ki jih nisem znala postaviti na svoje mesto v nekem prejšnjem, ne vem, odnosu do neke prijateljice, sem spoznala neko drugo prijateljico in se je v bistvu ta problem prenesel naprej v nov odnos, samo v malo drugačni obliki. Zato sem takrat začela res delati na tem, da stvari skomuniciram in da konflikte rešim. Nisem si več želela bežati iz odnosov, in nisem si želela več biti prestrašena. Takrat sem začela delati, pa se mi zdi, da resne korake v pravo smer. Se pravi, kar nekaj let potem, ko sem začela raziskovati svojo notranjost, svoje globine, svoje vzorce, sem dejansko dojela, kateri vzorci mene omejujejo in mi ne služijo. In takrat sem se začela učiti, kako te vzorce spremeniti. In ko se začneš to učiti, ti življenje prinese kar težke preizkušnje in tudi meni je prineslo življenje kar hud boj med tem ostati, iti, reševati ali spet zbežati. Več pa v naslednjem delu.